se je težko, se je drugače, ampak verjetno ta poklic težko zamenjaš za kaj drugega. Jaz vem, da sem rad sprejel, da bom verjetno umrl. Verjetno smo to vsi sprejeli, ki smo bili v vojni takrat. Odkot zdaj nam ideja, da bo pa enkrat večni mir, večno sožitje in da nas bo vsi imeli radi. Mi ne pripravljamo vojske, ker bi vedeli, da bo jutri drugo leto vojna. Mi pripravljamo za to, da je 20 let, 30 let ne bo. Mi lahko računalnik popravimo, lahko mrežo popravimo. Shekane družbe pa ne moremo. Spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli v podcastu Info 360. Z vami sem novinar Nenad Gliks. Danes pa v studiu gostimo generalmajorja Dobrana Božiča, nekdanjega načelnika generalštaba Slovenske vojske. Pozdravljeni, gospod Božič. Pozdravljeni, lep pozdrav. Hvala za vabilo. Imate bogate vojaške izkušnje, med drugim ste vodili slovenska kontingenta v Afganistanu in na Kosovu. Bili ste tudi direktor vladnega urada za tajne podatke, državni sekretar na zunanjem ministrstvu. V času Golobove vlade pa ste bili svetovalec ministra za obrambo Boruta Sajovica. Zdaj je pač nova vlada, novi minister, gospod Valentin Hajdinjak, pa me zanima, a uživate tudi njegovo zaupanje, torej boste ostali na položaju svetovalca obrambnega ministra? Ja, mislim, da zaupam, trenutno ostajam na istem položaju, tako da sem svetovalec obrambnega ministra. V koalicijski pogodbi sedanjih vladnih strank v Janševi vladi je v poglavju o obrambi na prvem mestu kadrovanje. Torej, vemo, da Slovenska vojska ima težavo s premajhnim številom vojakov, pri čemer v zadnjih letih vseeno beležimo nek pozitiven trend. Torej, mislim, da v letu 2022 smo imeli skupaj okoli 7000 vojakov, pač profesionalnih vojakov in pogodbenih rezervistov. Zdaj je ta številka, mislim, da okoli 7600. Torej, z leti počasi narašča, ampak me zanima, čemu pripisujete ta trend naraščanja in ali pričakujete nadaljevanje? Ker mislim, da je pa nek cilj okoli 10 000 vojakov skupaj. Ja, torej cilj je 10 000, vsekakor nekako obseg struktura, o kateri govorimo, torej formacije Slovenske vojske pa govorijo celo o 15 000, torej mest je nekako 15 000, neke stalne sestave in pogodbene rezerve. Res pravilno ste ugotovili, da smo zaustavili trend v zadnjih letih kadrovskega upadanja profesionalne sestave Slovenske vojske, vendar s tem še ne moramo biti zadovoljni. Torej, ta trend je zaustavljen, gremo navzgor, ampak do 10 000 oziroma do še večje številke je potrebno kar nekih naporov in verjamem, da bomo še uspeli krepko v pozitivno smer obrniti ta trend. Težava pa je tudi sama struktura vojske. Ja. Vemo, da imamo prekomerni delež častnikov in podčastnikov, torej skupaj je častnikov in podčastnikov precej več kot v narekovaju navadnih vojakov. Torej ni tiste klasične vojaške piramide, kjer prevladujejo vojaki. Kaj pomeni to za delovanje vojske? Torej, s tem se že kar nekaj časa ukvarjamo, torej včasih govorimo o obrnjeni piramidi ali pa balonu, ki je na vrhu se pojavil, in to ni nov pojav, zdaj se samo še mogoče malo ukrepil. Bile so, mislim, da časih predvsem statutarne zadeve za vojake, ki niso, torej status vojakov kot tak in plače niso bile pravilno verjetno rešene, glede na njihove obveznosti, naloge in odsotnost od doma. Torej, vojaki morate vedeti, da so praktično največja težava je bila to, ko so rekli praktično enega vinke, da nimamo z našo družino in verjetno tak način življenja za to plačo, ki jo dobimo, verjetno lažje iti voziti viličarja v skladišče, dobiti večjo plačo in imeti nekako vsej vikend prost. Torej, ta trend mislim, da smo obrnili, plače smo popravili, torej z dodatki, s tistimi dodatki, ki jih vojaki dobijo, in počasi se obrača ta trend tudi pri vojakih, samih vojakih. Ta del, torej viška, bi rekel viška, niti ne viška, če gledamo celo strukturo in obseg strukture Slovenske vojske, ampak glede na vojake, ki jih imamo, je pa nekako nesorazmeren in je častnikov in podčastnikov več, kot bi moralo biti glede na vojake, ki jih imamo. Jaz verjamem, da bomo v naslednjem obdobju to
uspeli popraviti, torej ali bomo to rešili v celoti, absolutno neverjetno, bomo uspeli popraviti in verjamem, da to tudi, ko smo slišali tudi hearing in tudi koalicijsko pogodbo, da je to en izmed ključnih zadev, da se ta kadrovska sestava začne počasi stabilizirati in da pridemo nekako v tisto normalne mere v razmerju vojak, počasnik in častnik. Vsekakor bo vedno v majhnih vojskah je vedno teh počasnikov in častnikov dela nekoliko več. Nadpoprečno, ampak vseeno mi moramo dobiti in delati predvsem na zaposlitvi vojakov in mogoče v tem pogledu še nismo najboljši, ne, torej pri kadrovanju oziroma zaposlovanju vojakov in tukaj verjetno je v prihodnje treba največ napora narediti. Ponavadi, če pride do kakšne gospodarske krize, takrat je večje povpraševanje. Ja, torej, ko je bila finančna kriza, je bilo povpraševanja za zaposlitev v Slovenski vojski ogromno, pa smo imeli embargo na zaposlitve, takrat tega cilja ne bi bilo težko doseči, danes pa vsekakor je to težje. Vendar jaz mislim, da vojska ponuja res zanimiv poklic, raznovrsten poklic. Vsi mi, ki smo enkrat v vojski, rečemo, ne, se je težko, se je drugače, ampak verjetno ta poklic težko zamenjaš za kaj drugega. In zelo pomembno je, da je veliko vojakov, častnikov in počastnikov je šlo tudi iskalo drugo kariero, šlo ven v civilne dolžnosti in se potem vračajo nazaj v sistem čez nekaj časa, ker vidijo pač predvsem tisto tovarištvo, kolegijalnost med vojaki samimi, ki je enoti kohezivnost in rečejo, delamo tisto, kar nekateri gledajo v Discovery Channelu, tako da to pa mi delamo. Novi obrambni minister Hajdinjak je v državnem zboru na vprašanje, ali za povečanje števila vojakov potrebujemo tudi ponovno uvedbo naborništva, dejal, da nam o tem ni treba razmišljati, če bomo v doglednem času uspeli popolniti profesionalno in rezervno sestavo na 10.000, ne? Kakšno je vaše stališče glede naborništva? Vemo, da kar nekaj evropskih držav to ima, ne? Naprimer tudi naši severni sosedje Avstrijci, pa Švedska, Finska, tudi Danska, baltske države, tako in tako, ker so mejijo z Rusijo. Ne? Ja. Pa me zanima, je to opcija za Slovenijo ponovno uvedba naborništva? Verjetno ta opcija vedno obstaja, si bila vedno na mizi, jaz verjamem, absolutno se strinjam z ministrom Hajdinjakom, je pravilno to povedal, ampak ta opcija vedno obstaja, torej vidimo, da vedno več držav se spet prihajajo v naborniški sistem, tudi naše sosednje države izvajajo neke oblike naborniškega sistema, jaz bi temu dal, in zanimivo, da veliko ljudi, ne, torej naših sodržavljanov, mam in očetov želi, da se neka oblika naborništva kot takega, pa jaz ne govorim o naborništvu, neke domovinske vzgoje ali nekega takega sistema vzpostavi nazaj. Ne vem, zakaj je to mogoče neki spomini iz preteklosti, ki obstajajo. Saj veste, ko greš v vojsko, je vedno to en težjih trenutkov vsakega mladostnika. Ne? Ko si 18 let star, ko smo šli v vojsko, je bil to en težjih momentov, verjetno moje mladosti. Ko pogledaš danes nazaj, pa verjetno samo neki pozitivni spomini ostanejo, ne glede na to izgubljeno leto, ki smo ga govorili, da je izgubljeno leto. Tudi če bi uvedli, recimo, kaj takega, ne bi bilo eno leto, ne? Ne bi bilo eno leto. Absolutno ne. Pogovarjamo, ne pogovarjamo se o uvedbi tega, da smo si nejasnem. So pa vedno te variante se nekako pogovarjamo o teh variantah, se pogovarja, je govora celo v enem mesecu in pol in potem dopolnilno po letih, tako da bi nekako tako dobili, in govorimo o domovinski vzgoji, govorimo mogoče vse, da ljudem, in ne zato, da dobimo vojake kot take, ampak da ljudem damo neko znanje, da znajo odreagirati in živeti v krizah. Ne. To se vidi, ne. Torej, tudi če gledate vojaki, gremo, ljudje pa ostanejo in živijo v teh kriznih razmerah, ali prileti raketa, ali je požar, ali je potres kakorkoli, ali je neka zdravstvena težava, da državljani kot taki, pa mlajša generacija zna odreagirati na to in da se zna postaviti na sebe in zna v tem preživeti. No. To je bolj, po mojem, bolj to pomembno, kot pa neki nabiranje za to vojake, za vojsko, bi rekel. No. Torej, osveščanje celotne družbe za življenje v krizah, ker vidimo obdobje pred nami, ki je mogoče ni rožnato, ni tako rožnato. Je negotovo, zelo negotovo, največ kriz na svetu, kadarkoli, in ne kaže, da bo mogoče v prihodnje 10 letih pa kje boljše. Bi pa samo to omenil, da tudi recimo v teh državah, ne, v nekaterih je samo 5% ali 10% iz generacije potem gre v vojsko, ne, imajo neka sita, kdo dejansko gre, predvsem pa delajo na prostovoljstvu, ne, tako da ni neke
skušajo čim manj kakšne prisile uvajati. Tako je, ni prisile. Vem, da v nekaterih državah je izredni selekcija nabor in se veliko fantov in deklet celo želi iti noter in niso izbrani. Predvsem se pa dela, tako kot sem rekel, torej ta ne rezerva za vojsko, kot samo vojsko, pa mogoče tudi to, ampak predvsem za družbo, da zna preživeti v kriznih trenutkih in predvsem, če gledamo te skandinavske države, so v tem izredno dobre in imajo to bazo postavljeno. Pri tem je pa treba povedati, da je bilo ugotovljeno, ravno bil estonski nekdanji načelnik generalštaba, ki je jasno povedal, da ravno ta naborniški oziroma potem tudi rezervna sestava, ta prostorske sile, ki mi razlagamo, pa strateška rezerva, počasih marke teritorijalna obramba, dopolnilne sile, so tiste, ki so največji promotor za vojaški poklic. Torej, če bi te države, ki so znale pravilno umestiti ta naborniški sistem in potem rezervno sestavo v njihov sistem, ne za straženje in tako dalje, kot smo mi to poznali, so videli, da je to največji promotor in da si prav fanti in dekleta prav želijo letnih vaj, skupnega druženja, usposabljanja in prispevajo neki, in čutijo to dolžnost, da prispevajo neki obrambi domovine in na koncu tudi v svojem razvoju. Ne. Zdaj ste omenili, da prispevajo nekaj k obrambi domovine. Ne? Slovenija se je skupaj z drugimi članicami Zveze NATO na lanskem vrhu zavezništva zavezala skupaj z drugimi, da bo namenila do leta 2035 5% BDP za obrambo, pri čemer bi šlo 3,5% za vojaške zmogljivosti v ožjem smislu, 1,5% pa za povečanje odpornosti celotne družbe, naprimer prometna infrastruktura, energetski sistem, komunikacije. Ampak zdaj se je izkazalo, da Slovenija goljufa. To je velika sramota za našo državo, ker je celo torej Golobova vlada je prikazala porast izdatkov za obrambne zmogljivosti v lanskem letu, da smo dosegli 2% BDP. Vendar je generalni sekretar NATO Mark Rutte v nedavnem pismu Golobu, ko je bil še premier, ga je obtožil za manipuliranje številkami, torej da dejansko nismo dosegli 2% BDP, ampak zgolj 1,6%. Torej razlika je v evrih 300 milijonov. Torej, zdi se, da se je prejšnja vlada na ta način igrala tako z zaupanjem zaveznikov, kot z varnostjo države, kot da mi moramo nekaj prikazati drugim, namesto da to v bistvu vlagamo vase. Ja, veste, ta 2% in koliko je potrebno za obrambo je bil vedno, že nekaj časa poslušamo te pogovore, sploh jih vojski spremljamo, ker na koncu dneva smo pa mi tisti, ki zelo težko s tistim denarjem, ki je namenjen potem vojski, zgradimo nek modern odzivni sistem, ki ga državljani pričakujejo od nas. Torej, državljan, če da evro, pričakuje, da nekaj od tega dobi in to upravičeno pričakuje. Zdaj, da je treba še enkrat povedati, torej, Slovenija si ni nikomor zavezala, NATO ali komorkoli, za 2%, 3%, 5%. Mi se zavežemo sami sebi, da bomo sami izgradili ta sistem. In potem rečemo, mi bomo zgradili ta sistem za nas, za našo varnost, za slovensko varnost in seveda, ker smo zavezništvo, bo tudi varnost NATO. In mi smo, ker smo pač v klubu NATO, če bi pa v nogometnem klubu, bi pa rekli, mi bomo kupili si nogavice, kopačke, obljubimo, da bomo kupili, ker s tem bomo varni in bomo lažje igrali nogomet, smo se mi zavezali, da bomo to naredili. Predvsem pa treba govoriti, da niti en evro ne gre v NATO. Si znate predstavljati, da bi Američani dali 1000 milijard, 950 milijard za NATO. Ne dajo za NATO, torej dajo za izgradnjo svojih obrambnih sil, tako kot Poljska, tako kot Hrvaška, tako kot Severna Makedonija, damo tudi mi. Torej evro ne gre v NATO in mi smo dolžni, jaz mislim, da smo predvsem dolžni, da skladno z zakonom o obrambi, vsemi dokumenti, ki so in tudi pogodbo o NATO, da zagotavljamo ustrezno obrambno strukturo in predvsem vojaške zmogljivosti, ki bodo pomenili, da se obranimo sami sebe, in da se obranimo znotraj zavezništva. To je pomembno poudariti. In zato mi nikoli ne obljubimo in NATO nikoli ne vztraja morate. Mi smo se sami odločili in povedali, da bomo to dali. To je bistvenega pomena, ki je treba razložiti našim državljanom. Res pa, da skozi politiko večkrat bo politika leta in leta nazaj govorila, je bilo vedno lažje reči, NATO zahteva od nas. NATO ni, to ni Sovjetska zveza, ki je Rusija takrat zahtevala, koliko bojo države dale in kaj bojo kupile. Torej NATO ni zahteval od nas, mi smo se dogovorili, da bomo NATO in da bomo igrali fair. To je ta del.
Ampak mi ne igramo fair, očitno. Ja, mi ne igramo fair, ampak ne igramo fair, torej ne igramo, jaz mislim, da fair do nas samih, bi rekel, ne, torej do nas samih, ne, do nas samih, ker je z denarjem, ki ga imamo, zelo težko izgraditi, torej z manj kot 2% je zelo težko izgraditi moderne obrambne strukture, ki jih vzdrževati, torej morate gledati, kaj 2% zajema, no. 2% zajema, če imamo zgrajene sile, zgrajene, popolnjene, torej da imamo usposobljene fante, da imajo plačo, da imamo... In dekleta, absolutno se upravičujem, in dekleta, absolutno dekleta, da imamo ustrezno tehniko in da to tehniko vzdržujemo, da se z njo lahko usposabljamo in da imamo za to zaloge streljiva in vsega ostalega na zalogi. Torej, to zajema nekako 2%. Danes, zakaj 3,5%? Ker te sile, ne, te strukture sil nobeden v Evropi nima, ker smo jih skozi 20 let zanemarili. In so zaloge prazne, vozil moderne tehnike ni, usposobljeni nismo in kadrovski primanjkljaj je v vseh državah, ne samo pri nas. In zato treba toliko več nameniti, da se postavimo nazaj in da pridemo nazaj na stanje, ki bi ga morali imeti z 2%, pa ga nikoli nismo imeli. To je za ta 3,5%. V NATO so potem odgovorili, ker se očitno ugotovili, da je tudi odpornost družbe kot take in večja mobilnost v primeru krize, večja vojaška mobilnost, civilna mobilnost, pomembna, torej da lahko grejo večji konvoji in tako dalje, da je tudi ta drugi steber, ki ga mi pravimo, to vojaške zmogljivosti so tisto, kar sem prej govoril, da pa ta drugi steber, ta infrastruktura, vlaganje infrastrukturo, prehransko neodvisnost, komunikacije in tako dalje, da je tudi pomembna in zato namenjajo pa dodatni 1,5%. In ta denar ves ostane pri nas in ne gre nikamor drugam in je namenjen za Slovenijo. Ali kako bomo prišli, NATO države imajo vse težave do 5% priti, verjamete mi, kako bomo do tja prišli, ne vem, ampak jaz mislim, da smo dolžni do naših državljanov, da resno damo za vojaške zmogljivosti, kar se ne šteje infrastruktura 2% in da postavimo našo strukturo sile, naše obrambne sile na nivo, ki si jih zasluži Slovenijo. 2% do torej 2% zdaj in 3% potem, da se pa vse te primanjkljaji, kot sem rekel, torej 2%, verjetno, ko bomo mi to... Imamo manjko. Ja, tako, manjko. Če pogledamo, da bi mogla 2% že leta 2010 imeti, ne, pa so imeli, ne vem, 1,4, pa potem 2013 0,9%, je tam manjko se tako nalago, da smo zdaj, kašče so prazne, vozil nimamo, tehnike nimamo, opremo si nekako devamo in je to treba se nekako nadomestiti, da potem lahko verjetno mogoče v prihodnje, ko boš to vse postavil z 2%, potem to vzdrževal naprej. Ampak trenutno stanju verjetno je prvi cilj 2%, drugi cilj je 3,5%, da se to vse obnovi. Ne? In če gledamo, koliko streljiva Slovenija bi že morala nabaviti, ne? Je to tisto, o čemer govorimo o 3,5%, da bi bili nekako suvereni, recimo pol leta, 1 leto vojne ali pa par mesecev vojne. Je to k tega. Ne? Če pogledate, koliko streljiva je za vsakega mrtvega, ne? Torej, to je za eni statistike, za vsakega mrtvega vojaka, mislim, se to govoriti, je nekako vse 50,000 nabojev se izstreljine. Ni en metek, tako da koliko je tega ognja in tako dalje. Zdaj, ko omenjate vojno, ne? Mnogo Slovencev se sprašuje, zakaj bi mi morali vlagati milijarde evrov v vojsko, če pa nas obkrožajo ali recimo članice NATO, ne, Madžarska, Hrvaška, Italija in pa nevtralna država Avstrija, ne, z vsemi smo v prijateljskih odnosih, nekako nobena ne kaže nekih agresivnih teženj, ne, so kakšni posamezniki, ampak nasplošno politike držav. Torej, od koga smo ogroženi? Recimo, če bi tako vas vprašal, iz katere smeri smo zdaj po vaši ogroženi? Ali je to Rusija ali ne vem? Ja. Super vprašanje, verjetno hvala za to vprašanje, bi rekel hvala za vprašanje. Torej, prvo ste povedali, da če smo v NATO, nismo ogroženi od nobenega okoli nas. To je pomembno sporočilo. Torej, če smo v zavezništvu, v zvezi NATO, smo ogroženi manj, kot če v zavezništvu nismo. Tako sem prav razumel in je res. To dejansko drži. NATO države načeloma ne grejo v vojno in vzdržujejo stabilnost. NATO države so tudi tiste, ki so dokazano obrambno naravnane. In to je obrambni pakt, ki je bil do zdaj kar uspešen. Tako Sovjetsko zvezo na drugi strani skozi hladno vojno, oba pakta sta dosegla to, da ni bilo globalne vojne. Ali nas danes ogroža Rusija? Jaz mislim, zaradi zavezništva tega območja celotnega ne ogroža Rusija. Ne? Torej, ker je zavezništvo dovolj močno, skupaj z našimi kolegi preko Atlantika, da imamo zelo dobro odvračalno držo. In zakaj vlagati v obrambo? Je ravno zato, zaradi odvračalne drže. Torej,
Ne, če imamo odvračalno držo, jasno povemo tistemu, ki ima ambicije za kogarkoli v tem delu Evrope, da mogoče ni pametno in da ni smiselno koristiti, ker ne more zmagati in ne more doseči svojih ciljev. Je treba pa še drugo povedati, ne, torej, zakaj vlagati v obrambo, ne, ne. Moramo pogledati, da nekako v 6. stoletju smo se mi naselili na tem področju, ne, in če gledamo skozi to borbo našega slovenskega naroda, ne, ki je preživel, ki je teptan bil, skozi leta, stoletja teptan, ki smo doživljali vojne, pokole, pogrome nad našim stoletjem, so naši Slovenci uspeli in mi smo uspeli potem leta 1991 dobiti svojo državo. Ohranili skozi vsa ta leta jezik, kulturo in vse ostalo, kar temu pritiče. In ko govoriš o nekemu tujcu, mu njemu ni razumljivo, da 1400 let zgodovine, ne, ki je bila prepletena samo vojnami, poboji in grozotami našega naroda, da smo ohranili naš jezik, naše dialekte, našo kulturo in tako dalje. In smo to uspeli. Leta 1991, ko si dejansko redko kdo je mislil, smo bili deležni agresije, torej smo se tudi takrat morali z orožjem zbraniti. Tako, in lahko gremo tudi generala Maistra še nazaj, če gledamo samo zadnjih 100 let, in tudi partizanski boj proti, ne, je bil tisti, in tudi brez orožja so začeli, ne, in če imeli bi bilo veliko lažje verjetno. Sam partizanski boj je bil zlorabljen se strani komunistov za revolucijo. Jaz govorim o partizanskem boju, partizanski boj, ki je bil. Upor zoper. Tako. In pravim, ne, in smo se izborili in pripeljali do tega. In danes je naša odgovornost, da to zadržimo. Jaz vas vedno vprašam povejte mi čez 40 let, ali bodo moji otroci in moji vnuki imeli to priložnost, to čas, da bodo živeli v Sloveniji kulturno in v jezikovnem območju, kot je danes. In je naša odgovornost, da jim to pustimo. Jaz menim, da je neodgovorno od nas, če obrambe in vojske ne bi imeli, ker je to edini garant, smo videli skozi zgodovino, vse se nič ni spremenilo. Vse smo skozi vojne prišli do tega, kar imamo danes, z orožjem. Nič se ni spremenilo in če gledamo danes več kriz, da lahko kdo trdi, da vojne pa ne bo in da se našemu narodu ne bo treba braniti. Jaz mislim, da je neodgovorno, bilo to neodgovorno in da je edino odgovorno, da postavimo naš sistem, obrambni sistem takšen, da bomo vsakemu povedali, da absolutno se mu ne splača hoditi k nam, ker mu ne bo uspelo tako, kot mu 1400 let ni uspelo. In to je naša odgovornost. In mi ne pripravljamo vojske, ker bi vedeli, da bo jutri drugo leto vojna. Mi pripravljamo za to, da je 20 let, 30 let ne bo vojne. Zanimivo je tukaj, da v Sloveniji je predvsem en del levice zelo nenaklonjen oboroževanju, vlaganju v obrambno industrijo, nasploh vojski slovenski, hkrati pa na proslavah pojejo Hej brigade. Ne? Ja, to je vedno tudi, ja, to imate prav, dobro ste to ugotovili in to je ravno dokaz temu, ne, torej se zavedajo, da če Hej brigade, ne, dokler tukaj bodo brigade, ne, nihče nam zemlje ne ukrade, to pomeni, to je ravno ta dokaz, da če imamo svojo vojsko, imamo svojo samobit in bomo branili to, kar smo ustvarili skozi 1000 let in zakoličili leta 91 in naša dolžnost je, da to peljemo tudi naprej in da predamo našim otrokom in potem vnukom, no, in da to ne izgubimo. Ne. In zdaj je odgovorno vseh nas, da imamo takšno družbo in ta družba vključuje tudi, na žalost, če lahko temu rečemo, obrambni sistem in vojsko, ker je to tisto, kar je realnost in kar ohranja in ker ta realnost se skozi stoletja ni spremenila. Ne. Torej, pogledajte, kaj smo vse doživeli v zadnjih 100 letih v Sloveniji. Ne. Nobene vojne nismo mi začeli, ne. Torej, nobene vojne. In nobena vojna se nas ni izognila, praktično velika vojna, od prve svetovne do druge svetovne, do osamosvojitve in tako dalje. Torej, odkot zdaj nam ideja, da bo pa naenkrat večni mir, večno sožitje in da nas bo vsi imeli radi? Za razvoj slovenske obrambne industrije je pač Golobova vlada ustanovila holding Dovos, torej prek katerega naj bi razvijali orožje, nabave, ne, za slovensko vojsko, pri čemer je ključno vlogo v tem Dovosu, ključna vloga je bila namenjena nekdanjem državnem sekretarju na Ministrstvu za obrambo Damirju Črnčecu, ki je šel od tam torej na Slovenski državni holding in potem postal nadzornik v Dovosu. Ne. Nekdanji finančni minister Janez Šušteršič je na našem mediju glede Črnčeca dejal, da je katastrofa, če je ključni lik pri orožarskih poslih nekdo z obveščevalno udbovsko mentaliteto. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o Damirju Črnčecu?
Torej, jaz tukaj absolutno se s tem ne bi mogel strinjati. Torej, Damir Črnčec je karierni zaposleni tega ministrstva obrambnega sistema, obveščevalno-obrambnega sistema. Jaz mislim, da je skozi svojo vso kariero dokazal, da je izredno profesionalen. Tudi ko je bil državni sekretar na ministrstvu obrambo, je to izredno profesionalno držal. Uvedel je ogromne spremembe, torej tudi te kadrovske spremembe in tako dalje je v veliki meri tudi on narekoval. In jaz vem, da si je srčno želel, da se vzpostavi ta nek razvojni moment za slovensko industrijo. Ali je bila ta zdaj prava odločitev, kjer je to, ne vem, se ne spoznam, nisem tako dober, ampak vem, da se je trudil vzpostaviti ta razvojni moment. Verjetno ga je pa težko kot takega bilo vzpostaviti. Ali je to pravilna oblika dovoz, ne vem. Ali je bila pravilno speljana, ne vem. Zdaj vem, da se to ukinja in prihaja pod ministrstvo za obrambo. To je ena od pomembnih postavk Janševe vlade, kar se tiče obrambe. Torej v koalicijsko pogodbo so zapisali, da bodo dovoz ukinili in da se bodo prenos teh nalog bo šel na direktorat za logistiko na ministrstvo za obrambo, torej nabave orožja in opreme bodo šle neposredno prek ministrstva, s čimer bi zagotovili tudi parlamentarni nadzor. In glede na to, kaj sva prej govorila, bodo v prihodnjih letih šle za vojsko milijarde evrov oziroma nasploh za obrambne zmogljivosti. Ali po vaše je prenos teh nalog neposredno na ministrstvo dobra zadeva in ali s tem se zmanjšuje možnost za korupcijo? Jaz mislim, da je to pomembna odločitev. Pomembna odločitev je tudi mora biti tudi ta, da ima vojska veliko večji moment pri načrtovanju prihodnega razvoja sistemov. Torej, oni morajo povedati, kaj oni potrebujejo, kaj vojska potrebujemo, da se ta sistem potem tudi vlaga. Ne more nekdo drug, tretji govoriti, kaj mi potrebujemo, pa potem mogoče res tega se vojska ne potrebuje. Torej, ta sinergija se bo skozi direktorat za logistiko in slovensko vojsko absolutno vzpostavila v veliko večji meri. In verjetno bojo potem ta podjetja, ki bojo pokazala razvojni potencial skozi ministrstvo za obrambo, lahko iskala na trgu, verjetno skozi SID banko ali kjer drugi obliki financiranja, dodatna finančna sredstva za razvoj proizvodnje, zmogljivosti in tako dalje. In verjetno ta pristop je verjetno tisti, ki je pravi pristop. Verjetno je bilo prej mišljeno skozi ta dovoz, da bi ta oblika zlivala v eno, ampak jaz mislim, da je ta nastavek, ki se zdaj kaže, torej da vojska in ministrstvo poda jasne smernice, v katero smer in kaj bi rada razvijala in kaj je dobro za razvijati in da se potem na zunanjem trgu pač s finančnimi injekcijami bank potem ta del spodbudi, neodvisno od države verjetno. In ta del je verjetno zdaj pravi pristop, ki je. Tukaj pa ne govorimo samo o potrebah slovenske vojske, ampak so ogromne priložnosti tudi za izvoz, glede na to, da bo na primer cela Evropa se več vlagala, ker večina evropskih držav EU je članic NATO tudi, in bodo v prihodnjih letih veliko več vlagali v obrambo. To pomeni, to so velike priložnosti tudi za slovensko industrijo. Ne velike, izjemne priložnosti. Morate vedeti, da mislim, da je se BDP Češke dvignil samo zaradi proizvodnje streljiva. Tako pomembne priložnosti so to za nas, ki jih ne smemo zamuditi. Torej, in ko sem še bil v prejšnjih funkcijah, tudi na kibernetski obrambi, mi se ne moramo zavedati, koliko posameznikov in koliko posameznih malih podjetij imamo, ki imajo res kaj za ponuditi in ne pridejo zraven. Ali nimajo financ? Ali nimajo financ, ali pravilno ne znajo pristopiti, ali mogoče so izločene, zato ker en drug ima kaj drugega, pa jih noče vzeti zraven in tako dalje. Torej, zaradi vsega tega. Jaz sem rekel, da mora miza biti dovolj velika za vse in da vsak mora dobiti priložnost se predstaviti in ponuditi tisto, kar je, in potem nekako v našem kontekstu je to, da to se potem podpre razvojno s tistimi minimalnimi sredstvi, ki jih ima obramba, in potem normalno na trgu z finančnimi injekcijami inštitucij, ki lahko to potem res podprejo in dobijo tudi sredstva Evropske unije, NATO verjetno in tako dalje. Ali je Slovenija v zadnjih letih kaj bistveno povečala ognjeno moč naše vojske in če da, s katerimi oborožitvenimi sistemi? Jaz mislim, da veliko je bilo narejenega.
torej veliko je bilo narejenega. Trenutno slovenski vojski še tega ni opaziti. In to je ravno pomembno tudi za ono vprašanje, prej ste mi dali, zakaj je pomembno zdaj graditi vojsko. Ne? Torej, ko je kriza, vojske ne more zgraditi. Vojska se gradi zdaj, za naprej. Torej, če hočemo vojsko imeti čez 10 let, je rabimo danes zgraditi, da jo v 10 letih sistematsko zgradimo. No in jaz mislim, da neki sistemi so bili nabavljeni, torej zračna obramba, IRIS-T, vrhunski sistem, nemški raketni sistem. Vsekakor moramo še do umestnik, torej raketni sistem kratkega dosega vzpostaviti. Začel se je zametek artilerijskega bataljona, torej haubic, francoskih haubic. Moderne haubice. So moderne haubice, ki absolutno spadajo v naš sistem. Ali, veste, to bo zdaj 100 tistih, eni bo rekel, to je za naš sistem, eni bo rekel, da je to super sistem. Jaz pravim vedno, da je dovolj dober za nas. Torej, mi ne rabimo najboljšega, absolutno ne najslabšega, ampak dovolj dobrega. Absolutno sistem, ki je dovolj dober, izbran pravilno. Imamo v nabavo helikopterjev, gremo novih helikopterjev, ki so, upam, da bojo res pravi bojni helikopterji, da bo tisti, ki bo imeli tudi ustrezno bojno moč. Ampak to vse prihaja. Torej, to so bile odločitve, ki tega še nimamo. Torej, prihaja, ko prihaja. Ampak nimamo pa še ene. Ja. Nimamo pa, jaz mislim, da tiste ključne zmogljivosti, ki je spet ne gradimo za NATO, ampak ki gradimo za nas, ne? Torej tiste 2 bataljonski bojni skupini, ki govorimo, te pa nismo uspeli zgraditi. Imeli smo pogodbo z Boksarjem, ki je bila prekinjena. Za oklepnike, za transporterje oklepnike. Torej, transporterje, in ki so že skoraj, ki so že, torej, nudijo ustrezno bojno moč z ustrezno zaščito, absolutno niso vozila, ki bi se borila s tanki. Ni to namenjeno temu. Tega ni in jaz verjamem, da v prihodnje bomo to morali pospešiti to nabavo, ampak še enkrat pravim, ne kupujemo to za NATO spet, kupujemo za nas in našo obrambo, absolutno, če pa zavezništvo bo ocenilo, da to potrebuje, bojo pa te sile šle, da ta vojna nikoli ne bo v Slovenijo prišla. To ne govorimo o tem, da če slučajno je katera država NATO napadena, da mi vsi pomagamo tej državi, če je potrebno, če se ne more sama braniti, zato da ta vojna tudi verjetno potem ne pride na naše teritorijo. In to je tisto, kar smo po mojem dolžni sami sebi in predvsem prihodnjim generacijam. Tu govorimo o nabavi 106 oklepnikov Patria, za katero je imela načrte Golobova vlada v vrednosti okoli 700 milijonov evrov, ampak pogodbe potem za ta nakup niso podpisali. Pa me zanima, kaj je po vaši vednosti razlog za to, ali je med razlogi lahko tudi, da bi to škodilo do nedavnim vladnim strankam, torej leve provenjence, ker to pri njihovih volivcih ne bi bilo najbolje sprejeto in bi lahko bili zato kaznovani pred volitvami. Na volitvah. Ja, razumem. Jaz mislim, da to drugo ni, ker je vlada sprejela ta sklep, da bomo to kupili in je treba tudi Levica to podprla, ker verjamem, da globoko v sebi tudi Levica ve, da ta nek obrambni sistem in da to potrebujemo in da to za našo obrambo in da to odgovornost nacionalna. Torej, to se treba zavedati. Jaz mislim, da ni to projekt te vlade ali pa prejšnje vlade ali pa naslednje vlade, to je nek projekt izgradnje obrambnega sistema, vse nacionalni interes preživetja slovenskega naroda v mejah, ki ga poznamo, v kulturnem območju, ki ga poznamo, v jezikovnem in tako dalje. V tem, po mojem, moramo govoriti in da so nekatere stvari, v kateri se pač ne pogovarjamo. Ampak kaj se zdaj s temi oklepniki dogaja? Ja, torej, jaz, kakor vem, pogodba ni podpisana, jaz nisem bil nikoli del te pogodbe, ker je bilo to zelo omejen krog posameznikov, ki so to pogodbo usklajevali. Jaz kakor sem slišal, nekako ta pogodba ni bila, da bi Patria izdelala vozilo kot tako, ali pa recimo, če gledamo avto, da bi se iz tekočega traka prišel Volkswagena ali pa nekaj, torej iz tekočega traka Patrie, ampak je bil sestavljenka večjih komponent. To najbrž je precej tvegano, če se iz več... Absolutno. Torej, jaz verjamem, da imamo izredno dobra podjetja v Sloveniji, ki so verjetno, pa vedno obstaja pa tveganja, če še nek izdelek ni preizkušen, bojno preizkušen. In naši doktrinarni dokumenti in strateški dokumenti, ki sicer so jih popravili pred kratkim, je pisalo, da se kupujejo oprema in oborožitev na ključ. To pomeni, da je preizkušena. Da je preizkušena na ključ in da ta, ki ga dostavi, da to, kar si rekel, to zagotavlja, da deluje. To je približno avto danes kupimo na ključ, ne kupimo avto tako kot časi, se veste, ko smo potem še avtoradio iskali, ki je pa zvočnike vgrajevali, pa potem žice vozili po celem avtu, potem pa še streho gor si nekako montirali in tako dalje. Torej, ta avto želimo kupiti na ključ
in ne želimo imeti verjetno. In tudi vojska si ne želi, da bi potem dobila izdelek, ki smo ga v preteklosti dobivali in tudi zaradi naših napak ali pa neznanja. In zato smo ravno napisali strateške dokumente, da tako se več ne gremo. Torej, mi smo vedno hoteli nekaj boljšega, taktično boljšega, pa se potem izkazalo, da to pa tehnično slabše. Torej, ali rampe na vozilih, take, recimo na Valoku rampa, da bomo lahko naložili, kar je bilo logično, da bi lahko naložili paleto noter, da bi lahko tudi paleto vozili za transport. Ampak se je potem pokazalo, da se pa razmerje teže porušilo in da je bil zadnji del krepko težji, kot bi lahko bil. Ne, in potem pride do teh pomanjkljivosti. In smo rekli, tega se več ne gremo in kupimo avto na ključ. Pa je sploh smiselno še toliko vlagati v oklepnike, recimo v Ukrajini, v vojni se je pokazalo, da so oklepniki zelo ranljivi zoper drone. Ne? Ja. Droni kot po tekočem traku uničujejo tam oklepnike. Ne? Pa me zanima, ali je smiselno večji delež potem vlagati v drone, naprimer? Torej, zelo dobro vprašanje in to je tisto, kar se zdaj verjetno ponavlja, ampak vam povem, da z droni nekega ozemlja ne moreš zasesti ali pa obraniti, samo obraniti. Torej, če bi Rusi želeli z droni zasesti celo Ukrajino, verjetno to nemogoče. Torej, mora biti na koncu dneva tank, oklepno vozilo ali pa škorn. Ne, torej, ta del mora biti pehota. Torej, droni so samo zdaj res, jaz pravim temu evolucija, ne revolucija na tem delu, ker so res z minimalnimi sredstvi, 500 evrov, 1500 evrov, uničijo tank, ki je vreden 8 milijonov. Ampak tudi te tanki že počasi in oklepniki, tudi 8-kolesniki bo imeli ustrezno zaščito, da je ta dron naravno ne bo mogel uničiti. Ne. Torej, na začetku normalno se vedno, ko se nekaj pojavi, je potem traja nekaj časa, da se na drugi strani obramba proti temu naredi. Vse posod, ne, torej, od zaščite doma naprej, ne, vemo, kako je to od navadnih vrat do boljših vrat. Tako da verjamem, da absolutno v drone kot take, kot bojno podporo je treba vlagati, je treba z njimi se začeti usposabljati v veliki večji meri, kot imamo danes v Slovenski vojski, in je vsekakor tisto, ki je prineslo novo dimenzijo bojevanja. In če pogledamo recimo ravno to, ko ste rekli, je res, v teh 35 km na eni in drugi strani bojišča, torej neke črte razmejitvene med Rusijo in Ukrajino, te bojne. To zdaj govorite o tem sem za širšo javnost, torej, da si bodo bolj predstavljali, naprimer na fronti, ne, med ukrajinskimi silami in ruskimi silami. To ni razdalja kilometer, 5 km, 10, ampak je med temi silami veliko večja razdalja. Torej, nekako govorimo o 35 km brisanega prostora. Zakaj je ta brisani prostor? Brisani prostor je ravno v veliki meri zaradi dronov. Ker je tvegano, ker tam droni vse uničijo. Torej, jaz sem imel enega kolega, ki je bil 4 leta v prvi liniji v vojni, demobiliziran ukrajinski, ravno smo se pogovarjali o tem in tudi bil predavanje pri nas. Torej, on je rekel, ti se nekako prebiješ v mraku, v bunker, kjer so 3-4 noter, kjer držite prostor, torej, in to je skrito, torej zaščiteno z hlodi, folijami in tam čakaš. In če slučajno kdo bi prišel mimo, kar ne pride, je tak in tak mrtev. In potem po enem tednu ali pa enem mesecu, kdaj dobiš zamenjavo, se pač menjaš. Ven ne moreš glave pomoliti, niti po noči, niti po dnevi, razen v mraku, ker se kamere menjajo na dronih. In je rekel, in pač tam ždiš in si ti. In na drugi strani so Rusi. In potem je rekel, Rusi zberejo 200, v enem mesecu zberejo 200 vojakov in jih pošibajo čez fronto in običajno vsi v enem dnevu, v par urah ali pa enem dnevu umrejo, če pa kakšni ima 2-3, uspe kam priti, pa tam skopljajo luknjo in pač tam tisti luknji so. In to je ta brisen prostor. In kar je tam, kar se pojavi, od vozila do tanka, je napadeno z droni ali pa v naslednjih sekundah z artilerijo. Torej takoj. Torej ne samo droni, tudi artilerija. Zasuto. Torej, tam se nekako ne moreš gibati in tam sam s pehoto prideš. In tam tudi, ko si ranjen, neobičajno, veste, mi v NATO govorimo zlata ura. Ne? Torej, če si v zlati uri evakuiran in v Afganistanu je bilo to pol ure, v bolnico imaš 99% šanse, da preživiš. Tam je zlata ura 3 dni. Tam je rekel, on je bil medik, je rekel, jaz sem imel fanta, ki mu je nogo trgalo, čist gor, je rekel 3 dni.
3 dni, da smo ga evakuirali. In potem prije nek zvečer mogoče naložil neke avtomobile civilne in to potem reveži odpelje. Torej, to je ta brisana cona, ker ni. Ampak, ne, torej, in taki brisani con, ne, če se zgodi vojna, ne bo kar zdaj cela Slovenija, da bo brisana cona, bo potreba po oklepnih vozilih, po kompletni strukturi absolutno še bolj. Slovenija je tudi drugačna konfiguracija, absolutno. So hribi, gore. Tako. In sam pravim, ta droni prinašajo čisto novo dimenzijo. Ampak to smo mogoče že videli, to je bilo zelo podobno Soška fronta, ne, z drugimi sredstvi, takrat ta Stelmet, ki je bil ta zastoj na liniji in tako dalje, dokler ni Rommel potem združil so ognjeno moč na en vod in potem prebil fronto takrat. To je ta, se začel preko Varidova. Ja, preko Varidova, to je ta blitzkrieg pravi, takrat ste neki, ne. Torej spet neki takrat je nekaj naredil in zdaj so pač droni prišli, ne, verjetno neka, me zanima kdo, na koncu bomo videli, kakšna mularija naredila s temi droni in potem naredila revolucijo tega dela in hvala Bogu. No in zdaj se vidi, ker so pa Rusi, no in zdaj so pa Ukrajinci, ne, proizvodno dronov nenormalno povečali, to vsaka garažno podjetje dela drone, dobre drone, ne, in so oni začeli krepko napadati v globino, tudi globino. Dobili so tudi, infiltrirali se te drone in potem že v globini z droni napadajo. Tudi v sklopu same Rusije. Ne? Tako. No, in zdaj so še dobili tudi, razvili svoje rakete daljšega dosega, ne, ki točejo kritično infrastrukturo, ki oskrbuje ruske enote na fronti. Ne. In če gledamo tudi Krim so praktično odrezali, ne. Ta del je zelo pomemben. Torej, Krim je praktično skoraj zelo težko oskrbovati in tam imajo Rusi izredne težave. Mi tukaj še vedno opazujemo to vojno z neke varne razdalje. Ne. Recimo, imamo navijače na ruski strani, navijače na ukrajinski strani v Sloveniji, ampak dejansko je tam zelo kruta vojna. In kaže, da je zdaj prišlo do nekega ravnotežja sil, pač ni kakšnih večjih prebojev z nobene strani. In tudi vojna ni več toliko v fokusu medijev, pa me zanima, kakšen scenarij vi pričakujete glede končanja vojne. To se zdi, da gre zdaj za neko izčrpavanje. To je izčrpavanje. Zdaj to je vedno, torej jaz govorim Klauzevici, nisem tako pametno, on je rekel, ko boste obe strani ugotovili, da pač nima tako veliko več dosežta, nobenega učinka, potem bo prišlo do sporazuma nekega pričakujete to? Zdaj je verjetno, jaz, da bi to rekel naslednjem letu, to smo že rekli leto nazaj, ne, je bilo že nekaj take, pa so potem neki novega, torej so Rusi takrat ugotovili, da pa imamo te jadralne bombe, ne, ko iz aviona vrže 80 km 500 kilsko bombo in tam naredi uničenje. Ne, in smo že takrat mislili, da bo predtem, da bo se naredilo, pa so nek preboj naredili. Zdaj, lahko je spet nekaj novega evolucije, kar ne vidimo, no, ampak zdaj vidimo pa, da s temi globimi napadi Ukrajincev na rusko ozemlje, ne, uničevanje infrastrukture, torej rafinerij in tako dalje, da je pa ruska ekonomija je na udaru, torej je na udaru, oskrbe enot so na udaru in zdaj morate nekaj pogledati, ne, torej mislim, da je nekih izgub, zdaj po nekih podatkih je 1 400 000 pa 1 200 000 na ruski strani. To so neke ocene, ki se, ne mrtvih, to govorimo recimo 300 000 mrtvih, pa potem težko ranjenih in tako dalje. Ne. Kaj pa na ukrajinski? Na ukrajinski bi rekel jaz nekako se neke ocene, recimo polovica manj, mogoče polovico manj. Ne. Tam je bilo le teh napadov Rusov, ki so bili v rojih napadali in v rojih mrtvi. Ne. Torej ta kanon futer, ki ga mi pravimo po domače. No in to je 3% ne, ljudi. Prebivalstva, če gledamo, ne, torej, to pa že niso majhne številke, ne, glede koliko so Rusi pripravljeni žrtvovati, ne, za to. Verjamem, da so pa to številke, ki pa tudi že kaj pomenijo na ruski strani. Ta zastoj, ki se je pojavil naenkrat, ne, verjetno tudi predsedniku Putinu ne ustreza najbolj. Ne. In jaz res upam, da bo ta situacija pripeljala do nekega vse krhkega mira, no? V prvi fazi pa potem, da se to razvija nek trajni mir. A je mogoč trajni mir, če ostane del Ukrajine okupiran s strani Rusije? Vemo, da je Rusija celo priključila okoli petino ozemlja. Ali je tukaj sploh kakšna opcija za kompromis? No, to je zdaj tisto vprašanje, zakaj smo mi na zahodni strani, ne? Zahod, zakaj je tako jasno na ukrajinski strani. Ker način, kako velika sila, ne, to je sploh pomembno za nas. Slovenci smo v tem področju daleč najmanjša država, z najmanjšimi resursi. Skozi zgodovino smo res pokazali, da znamo ohraniti svojo samobitnost, ampak ne glede z velikimi žrtvami.
In je to pomembno, ne, da ta način, ki ga je Rusija izbrala, ni pravi način. In še da vam povem, nekaj je bilo rečeno, ta moj kolega, ki je Ukrajinec, rojen Ukrajinec, v Odesi mislim, ne, žena je čista Ukrajinka in govori vedno ukrajinsko, ker je bilo to pač kmečko, ki bo, ne. On govori rusko, on je še zdaj v vojski rusko govoril, s kolegi rusko govorijo. Oni dobijo ukaz v ukrajinščini, ampak s kolegi govorijo rusko. Torej ta mantra, narativ, da so prepovedali rusko govoriti, ne, to ne drži v tem kontekstu. Tako da, se pravim, no in ta agresija, ki je bila izvana, je bila verjetno tista, ki moramo jasno povedati v Evropi, sploh pa male države, da to je nesprejemljivo. Ker ne, če gledamo, ne, torej v Slovenijo, vse kdo ima lahko apetite po Sloveniji, in da jasno. Kot jih je že imel v preteklosti, ne, je tako, velikrat okupirana Slovenija. No, in je ravno to tisto, kar ne smemo dovoliti. In je res vprašanje zdaj, kako se bo ta status rešil, na kakšen način se bo ta status rešil, potem tega zasedenega ozemlja, bi rekel, začasno zasedenega, trajno in kako zasedenega ozemlja Ukrajine. Jaz upam, da se bo rešilo in da bo potem v prihodnje kakšni razumni. Glede na to, da se pa, pogledajte, kako se ta oborožitev vseh naših sosednjih držav, pogledajte, vse naše sosedne države, vse, kako se oborožujejo, kako se Rusija je spremenila komplet ekonomijo v vojno ekonomijo. Oni bruhajo tehniko, ne. Torej, in ravno tam dokaz, da bruhajo tanke in letala in ladje, ne bruhajo samo drone. In da je to ni več samo, ni res tisto, da pravi, zdaj pa samo dron, pa vse ostalo pa pozabimo. To absolutno ne drži. Je tisto, kar mislim, da je grožnja celemu svetovnemu miru. In predvsem tudi vse velike vele sile, če jih imenujemo tri, ne, ki pravijo, da ureditev, ki jo poznamo danes, mogoče pa ni najboljša. Torej, Kitajska, Rusija in ZDA. Torej, oni in zdaj so vsi izrazili, da neka geopolitična, da jim nekaj več pripada. In iz naše zgodovine moramo vedeti, v prvi svetovni vojni, v drugi svetovni vojni, ko so močne države izražati nezadovoljstvo z neko ureditvijo in da njim pripada več kot pa drugim, potem smo vedno prišli do neke krize in ta kriza je vedno nas zadela. Ali hočemo ali nočemo. Ali ne? In zdaj lahko pa imamo brez orožja, brez naše odpornosti in rečemo, ok, pridite vi k nam je vseeno, mi bomo nekako preživeli, vse bo šlo mimo nas, pa bo še spet v redu. Ampak brez orožja, ne? Zdaj govoriva o orožju, ampak v sodobnem času se da posamezno državo v bistvu privesti na kolena že brez izstreljenega metka, torej govorimo recimo o kibernetski varnosti, o uničevanju komunikacij. Kako odporna je Slovenija na tem področju? Pač, če ti sistemi zmrznejo, pač ne deluje nič potem, ne? Torej, jaz mislim, da ravno to je bila tudi ugotovitev vaje odpornosti, ne, ki smo imeli in ki bo letos se ponovila, da smo na tem področju zaostajamo, da bi lahko bili boljši in nismo edini, da boste vedeli to. Cela Evropa je živela v prepričanju večnega miru, ne. Iz večnih vojn smo prišli v prepričanje čez noč, kako bo vse v redu. In na tem področju treba ogromno narediti in tudi zato je rekla NATO, absolutno 10% pa pol, gre tudi v te zmogljivosti, ne? Te kibernetske, da je družba odporna. Jaz bi tukaj dodal še mogoče te dezinformacije, hibridne grožnje. Torej, te hibridne grožnje, mogoče ljudje ne vemo, kaj točno pomenijo. Kaj to točno pomeni? Torej, mi imamo te kinetične sile, torej tiste vojaške sile, ki so brutalna moč, in imamo potem hibridne, ki so pa vse tiste mehke sile, ki obrnejo neko mnenje ali pa napadejo, kibernetski napadi, dezinformacije, ki narative, recimo, če gledamo neke narative tretje države, sprožajo k nam, recimo, ne, da prepričajo del prebivalstva v njihov prav. A vi opažate, da se to dogaja tudi v Sloveniji? Ogromno tega. Torej, mi danes vidimo, kako morate to slediti. Torej, gledamo, kako, recimo, če govorimo zdaj o Rusiji ali pa kjer drugi državi, lahko tudi o Ameriki govorimo, kako se neka sporočila, ne, tam generirajo in kako se potem prenašajo v naš prostor in kako nekateri to hitro povzamejo in jih potem hote ali ne hote, večinoma nehote, potem sprožajo naprej. To govorimo tudi o družbenih omrežjih. Absolutno družbeno omrežje. Ja. In potem recimo dobimo nekaj in potem, jaz si pa po resnici, to je res, to pozabi. Ne? In potem, če mu je še to malo bližje še iz preteklosti, potem to deli naprej in sproža naprej in tako dalje. Torej, Evropa pokvarjena, Evropa uničena, naše oblasti pokvarjene, ne zaupati tem in tako dalje. Ne? In jaz pravim, to smo ravno 2017, mislim, da je Marko Grobelnik pisal v enem članku za Bleški strateški forum, da največji kibernetski napad, ko smo o tem govorili, je ravno to, ko shekamo ali pa razdvojimo družbo.
ko družbo razdvojimo in ki to res verjamejo, povzamejo, ne, ko je ta res razdvojena družba, tega ne moreš nikoli več popraviti. Ne. Mi lahko računalnik popravimo, lahko mrežo popravimo, shekane družbe pa ne moremo. To je že iz naše zgodovine. S tem se recimo lahko vzpostavi tudi neko osnovno nezaupanje v vojsko. Ne? V vojsko, v oblast in tako dalje. Torej, to je tisto, kar je. In mislim, da smo krepko malo pozorni. Potem vidimo še v drugih državah, kaj se dogaja. Torej, izredni nakupi nepremičnin strani tretje države, kritičnih, pomembnih nepremičnin v državi. Potem je donacija bila določenim cerkvenim inštitucijam te zemlje in tako dalje. Torej, to se vse dogaja in torej, podtalno se kultura prinaša, torej tuja kultura skozi glasbo, kulturo in tako dalje. Se to prinaša v prostor, ker se potem šibi neka kohezivnost neke naše družbe, ki je in prihaja do tega razdvajanja. In tega je zelo veliko pri nas, ne. Res pa je, da tega ne upamo o tem govoriti ali se ne upamo o tem govoriti, ne. Torej, ali pa takoj napad nekaterega, če rečeš, da se nekaj takega dogaja. Opazil sem, da v koalicijski pogodbi vladnih strank Janševe vlade pa ni govora o razvoju Slovenske vojske po teritorialnem načelu, torej za neposredno obrambo ozemlja. Ne. Recimo nekatere usporednice z nekdanjo teritorialno obrambo. Torej, poleg enot za mednarodno sodelovanje v mednarodnih operacijah potrebujemo tudi tiste za neposredno obrambo ozemlja, pa me zanima, kako daleč smo s tem. A je to zdaj nekako potisnjeno v ozadje, a se kaj dela na tem? Torej, to je zelo dobro vprašanje. Torej, je noter, torej, to so dopolnilne sile, se govorimo o dopolnilnih silah in da to tudi gre in tudi minister Hajdinjak je to poudaril. Torej, govorimo o dopolnilnih silah, ki pomenijo te prostorske sile. To se spostavlja in tudi v zakonu o obrambi je to zapisano, zabeleženo, da to so vojaška teritorialna poveljstva, in če zakon o obrambi jih nekako se morajo vzpostaviti. Ampak je to sem na papirju ali dejansko? Torej dejansko se spostavlja. Imamo vojake za to. Torej, vojako je nasploh premalo, se spostavlja ta sistem, vemo, da ga spostavljamo, vi govorimo o tej teritorialni polki, govorimo o prostorske sile in spostavlja se poveljstvo za prostorske sile, ki je vzpostavljeno, res je pa, da to je zdaj težko zagnati, ampak se spostavljamo. Te prostorske sile so pomembne iz več vidikov, res pomembne. Prvo so pomembne, ker so to most med civilnim prebivalstvom in vojsko. Ta povezava. Drugo je, da zagotavljajo v primeru krize, zagotavljajo neko varnost lokalne skupnosti. Jaz pravim, da so to od teh županov, od teritorije, obrambne sile, ki lahko, ne samo, da se streljajo, lahko tudi pomagajo pri vseh upravilih in so tisti, ki skrbijo za neko varnost in delovanje družbe, bi jaz temu rekel. Drugo je, da v primeru, da bi se res zgodil nek konflikt, so tisti, ki lahko pomagajo pri premiku, ne pa stalne sile, pri premiku konvojo v primeru preko Slovenije. Torej so tisti, ki poznajo teren in lahko to izvajajo. Torej, a tu govorimo o rezervistih? Govorimo o rezervistih. Mi nekaj rezervistov še imamo, ne? In spostavljamo ta sistem. Torej, to ni ta stalna sestava? Ne, to ni ta stalna. To je rezervna sestava, imenuje se dopolnilne sile, zdaj rezervna sestava ali počasi te teritorialna obramba kot taka, ki je, in se bo spostavljala in se bo normalno in je vzpostavljena, že danes je vzpostavljena znotraj strukture Slovenske vojske, da to ni, eni govorijo o dveh vojskah, torej teritorialna obramba pa ni res. Torej govorimo o enotni strukturi sil, enotni znak nosimo vsi in tako dalje. In govorimo znotraj sistema Slovenske vojske in je pomemben del in tudi pomembno razbremeni delovanje Slovenske vojske. Jih dopolnjuje, jih krepi in je povezava z civilnim svetom. In mislim, da so celo največji promotorji poklica kariernega vojaka. Za konec bi vas vprašal, vi imate bogate tudi vojaške izkušnje neposredno na terenu, vodili ste slovenska vojaška kontingenta na Kosovu in v Afganistanu, kot rečeno, a bi v primeru potrebe vodili še kakšno vojaško misijo v tujini? Absolutno takoj podpišem danes in to je verjetno nekaj najboljšega, res verjetno nevarno, ampak ko nekako to spremeš, da lahko umreš. Veste, enkrat sem gledal, kako je bilo v vojni, ne? In ko sprejmeš kot veteran vojne za Slovenijo, jaz vem, da sem rad sprejel, da bom verjetno umrl. Verjetno smo to vsi sprejeli, ki smo bili v vojni takrat, da bomo umrli in potem veliko lažje delovati. In isto mislim, ko smo bili v tujini, ko sem šel v Afganistan, ki je bilo res nevarno, recimo, ko nekako se s tem sprijazniš, da pač to je lahko tudi realnost, ne? Je veliko lažje. In takrat se verjetno med nami samimi, ne? Torej med temi fanti, ki gremo in dekleti,
Torej, pomemben del v Slovenski vojski imajo dekleta. Da ne pozabimo. Vrhunske vojakinje. Skoraj 20%. Ja, in vrhunske, jaz vam povem, da v vseh segmentih, v veliko segmentih boljše kot fanti, tako da lahko povem, da smo res lahko ponosni na njih in jaz sem res ponosen. In jaz res upam, da bomo tudi imeli razvoj tudi tega najvišjega poveljniškega kadra, ki smo ga včasih mogoče kje zaostane, tudi pri dekletih ženskem delu, ki si res to zaslužijo in služijo res domovini. No in ja, absolutno bi vodil kontingent tujino, absolutno pri nas, tako da ni sporno to. Spoštovani gospod Dobran Božič, hvala za gostovanje v podcastu Info 360. Vam pa, ki ste nas spremljali, hvala za to in lep pozdrav do prihodnjič.